Sedaj, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, naša vrata vesolja še nikoli niso bila tako široko odprta. Imamo možnosti za vključevanje v nove programe z novimi shemami spodbud za slovenska podjetja, za slovenski vesoljski sektor, ki ga sestavlja več kot 40 prebojnih podjetij, razvojni inštituti, 3 slovenske univerze, ki danes že razvijajo zmagovalne rešitve na vrsti področji. Razvoj vesoljskih tehnologij, vesoljske komunikacije, uporaba in obdelava podatkov o opazovanju Zemlje, vrsta aplikacij, ki pomenijo boljše upravljanje s prostorom, kmetijstvom, varovanje pred naravnimi nesrečami, zdravjem. Slovenija je na nekaterih nišnih področjih že globalna velesila. Naša podjetja se prebijajo v visoko ozko konkurenco globalnih podjetjih na nekaterih izmed teh niš, kot je opazovanje Zemlje, kot je razvoj nišnih vesoljskih tehnologij, novih materialov, zdravstvenih aplikacij. Polnopravno članstvo je nekako nadgradnja tega pridruženega članstva, kar je razumljivo, torej prinaša nove priložnosti in nove odgovornosti. Zdaj, kar se tiče priložnosti, definitivno izraba infrastrukture, ki je na voljo, torej Evropska vesoljska agencija v svoji zgodovini zgradila ogromno infrastrukture, ki je ključna za naše aktivnosti, predvsem kar se tiče radiacijskih testiranj. Sedaj imamo seveda na voljo to infrastrukturo, da jo tudi izkoriščamo in smo jo že s pridoma začeli izkoriščati. Tako da tukaj smo naredili pomemben korak, nadalje pa seveda sodelovanje pri teh najzahtevnejših znanstvenih misijah, kjer pravzaprav gre za to, da so to sateliti, ki dejansko stanejo ogromno denarja in od teh satelitov se seveda pričakuje, da bojo kar nekaj let zanesljivo delovali v sami orbiti. Res pa je, da je tudi naša naloga, da tehnologije, ki jih razvijamo za vesolje, torej za tisti najzahtevnejši sektor, prenašamo tudi v splošni vsakdan. In eden izmed takih primerov je ta senzor, kjer smo kamero, ki je letela na prvi naši misiji 3SAT, nadalje potem zminiaturizirali, naredili specifičen senzor za pralni stroj, ki omogoča zaznavo tekstila in v osnovi tega nekako dvignemo pamet tega pralnega stroja za to, da zna nekako izbrati pravilne programe, zmanjšati količino porabljenega pralnega sredstva in zmanjšati porabo električne energije, kar mislim, da je ključno za nekako lepšo in bolj okolju prijazno prihodnost. S polnopravnim članstvom smo, bom rekel, ob boku vseh evropskih pomembnih držav in vse veste, to so veliki programi, ki potem lahko so tudi slovenska podjetja, Skylab, Devesoft in da ne naštevam, prijavljajo zraven kot na nek način enakovredni partnerji. Slovenijo to seveda stane in je že prej stalo nekaj milijonov. V letošnjem letu smo plačali 3 milijone, ampak za obdobje bo stalo 6 milijonov. Potem pa se to tudi sorazmerno veča. Vsak denar, ki ga damo v to inštitucijo, ga dobijo že zdaj podjetja absolutno nazaj. S tem pa mi smo v tem času naredili tudi vesoljsko strategijo, sprejeli vesoljsko strategijo, kar je zelo pomembno, ustanovili vesoljsko pisarno na našem ministrstvu in verjamem, da bomo tudi kadre v ta, bom rekel, ki bojo odločali v raznih programih, znali iz Slovenije, zdaj ko smo polnopravni člani, spraviti v Evropo.